tebi, lepo pozdravljeni v moji družbi. Z vami sem Teja in za vas bom pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec februar 2021. Jaz sem karte že lepo zmešala, tako da bomo kar začeli. Preden začnemo, pa bi rada samo še povedala, da so to splošne napovedi, zato ni nujno, da vse namenjeno točno tebi. Spremi tisto, kar se ti zdi, da se poistoveti s tabo in tvojim življenjem, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Evo, s temi kartami bomo pogledali splošne energije za mesec februar in za vsak teden posebej. In kot splošna energija meseca imamo cesarica. Torej zelo lep mesec, poln obilja in lepih priložnosti. Poglejmo, prvi teden imamo štirico novcev, v drugem tednu imamo kraljico palic, v tretjem tednu imamo viteza novcev in v četrtem tednu imamo šestico palic. Ok, zdaj bomo s temi kartami bomo pogledali konkretne dogodke, kaj točno se bo dogajalo. In kot osrednji dogodek meseca februarja imamo karto štirico novcev ponovno. Ok, bomo potem pogledali, kaj to pomeni. S temi kartami bomo pogledali lekcije za mesec februar in za vsak teden posebej. Lekcije, mislim, te karte nam nekako pokažejo, zakaj se nam stvari dogajajo v življenju, mislim, zakaj se nam dogajajo stvari, ki se nam dogajajo in kako jih najbolje izkoristiti. Tukaj pa imamo viteza novcev. Predvsem novcev v teh vaših kartah, kar pomeni, da bo nekako v ospredju predvsem neka mogoče finančna stabilnost, mogoče pa nekaj fizičnega, lahko gre to za recimo dom, družino, v bistvu kot neko nepremičnino oziroma pač dom in družina. Zdaj, kot osrednjo karto meseca imamo cesarico in kot sem že rekla, je to karta obilja. To je, kadar recimo vložiš energijo v nekaj. Spomni se, Levi, da ste imeli v prejšnji napovedi precej nekih novih poti, ali ne vem točno, kaj je že bilo, ampak nekako se mi zdi, kot da ste nekaj začeli in tukaj se bodo začeli pojavljati v februarju neki prvi konkretni rezultati te vaše nove poti oziroma karkoli pač imate trenutno v življenju. Je pa videti, da boste vse to nekako držali v sebi, ne boste tega kazali med drugimi, ne boste s tem ne bi rekla rih hvalili, ampak na nek način boste to nekako držali v sebi, pač vse te male uspehe. Zelo možno tudi, da se vam sploh ne bodo zdeli kot neki uspehi, na katere bi morali biti ponosni. Sploh, ker imamo tukaj viteza, ja, evo, tukaj prav lepo zdaj to vidim, ker sem prej rekla, da boste nekako držali v sebi in kot lekcijo pa imamo tega viteza, ki ta novec postavi ven na sonce. In nekako bi rekla, da v bistvu vaša lekcija je, da se ne držite toliko zase, da te uspehe ne držite zase, ampak da jih nekako pokažete svetu, svojim bližnjim, mogoče, ne vem, odvisno, kaj je sploh ta uspeh v vašem življenju. Torej nekako, da pokažete te uspehe drugim in da jih tudi sami opazite in se jih zavedate. Tudi če so majhni, morda se bodo kasneje izkazali kot nekaj velikega oziroma večjega. Ok, poglejmo prvi teden. V prvem tednu imamo štirico novcev ponovno, torej že prvi teden je videti, da boste, ampak recimo tukaj govori ta karta nekoliko drugače, ne. Če pogledate razliko med to karto in to karto, ta možiček se zelo drži zase, vse te svoje zaklade drži pri sebi, medtem ko ta jih v bistvu na neki način razkaže, ampak razkaže jih nekomu, ki mu zaupa, ni da jih kar razkazuje vse povprek. Torej, videti je, da boste navsezadnje nekomu te neke rezultate nekega vašega projekta, nekega vašega odnosa, nekomu razkrili, pokazali, povedali in tako naprej. Poglejmo, kaj se bo točno dogajalo. Imamo asa novcev, imamo kraljico kelihov in imamo maga obrnjenega. Še tako, če pokažem, če vas zanima. Torej, v začetku februarja je zelo verjetno, da boste dobili kakšen finančni priliv, mogoče nekaj nepričakovanega, lahko pa je to ni nujno, da je to finančni priliv, pač odvisno, katero področje je nekako v vašem življenju trenutno v ospredju. Če je v ospredju romantično področje oziroma ljubezensko področje, lahko to predstavlja neko osebo,
Lahko predstavlja recimo zaroko, lahko predstavlja skupno vselitev ali pa neko osebo, ki se pojavi v vašem življenju in lahko predstavlja lahko predstavlja neko osebo, s katero lahko zgradite nek trajnostni odnos. Videti je, da boste to situacijo ali osebo zelo cenili, zelo vam bo nekako pri srcu, da se je pojavila v vašem življenju, ampak nekako boste to zadrževali zase. Videti je tle, da boste dosti stvari držali v sebi, nekako boste čakali na nek pravi trenutek, da se stvari začnejo odvijati morda in da takrat potem naredite nek večji korak in to nekako predstavite drugim. Proti koncu prvega tedna je videti, da boste dobili nek nov zagon in energijo, da tukaj nekaj uresničite. Se pravi, če je to recimo neka oseba ali situacija, ki se pojavlja v vašem življenju, tukaj boste dobili neko spoznanje, da dejansko to lahko uspe in se razvije v nekaj več. Karta je obrnjena narobe, kar lahko nakazuje na to, da nekateri levi se tega še ne boste zavedali tako kmalu. Ali pa recimo lahko nakazuje na to, da pač enostavno, da nekako boste imeli v mislih to, da se to lahko uresniči in razvije nekaj več, ampak boste v sebi še imeli nekaj dvomov in nesigurnosti. Poglejmo lekcije za ta prvi teden. Tukaj imamo kraljico mečev in trojko palic. Vaša lekcija tukaj je predvsem to, da poveste svojo resnico. Zdaj, ta kraljica tukaj se drži zase, drži v rokah ta svoj zakladek, ki je prišel, to je tale zakladek, ta lepa priložnost, ki se pojavlja na začetku februarja. Ampak je tako zamišljena, ta zakladek drži in nekako ga opazuje, ampak nič konkretnega ne reagira. Vaša lekcija pa tukaj je, da ste takoj že transparentni, vsaj do te situacije ali osebe. Da poveste, kakšne so vaše misli, da poveste, kakšni so vaši zadržki, kakšne so vaše... Mislim, da poveste v bistvu vse, kar vam leži na duši, na jeziku in da ne prikrivate nobenih besed. Kraljica mečev je vedno zelo transparentna, direktna in ne ovinkari, pove tako, kot je. Hkrati pa tudi ta trojka palic nakazuje na to, da nekako bo vaša lekcija fokus. Torej, da se fokusirate v nekaj in iz tega nekako naredite nekaj več. Se pravi, tukaj imamo tega maga, kot sem prej rekla, boste spoznali, da se vam ta želja lahko uresniči, ampak nekateri levi morda ali pa večina levov boste še dvomili v to. Vaša lekcija pa je, da vsa ta napor nekako, da se zavedate, da imate to moč in ta napor nekako usmerite v to, da nekaj dosežete. Ok, dajmo pogledati v drugem tednu, ker imamo kraljico palic, kaj pomeni, da boste levi že, tukaj imamo zdaj že kar tretjo kraljico. Ta kraljica pomeni v bistvu, da ste energični, da točno veste, kaj hočete, samozavestni, zelo tukaj veliko strasti, ljubezni, enostavno dosti takih lepih pozitivnih čustev. Tukaj vidim kot neko tako veliko spremembo iz neke osebe, ki je mogoče zadržana, zaprta, do potem take osebe, ki je v bistvu zna pokazati, kaj je in kdo je, ampak je še vedno na nek način skrivnostna, zato ker nosi tole prevezo čez oči. Poglejmo, kaj se bo dogajalo. Imamo petico kelihov obrnjeno, osmico palic obrnjeno in devetico mečev. Ok, torej nekaj na koncu le ne bo išlo tako, kot ste pričakovali. Zdaj lahko se navezuje na to, lahko se navezuje na kaj drugega, ampak videti je, da tukaj je neka žalost, neko obžalovanje. Ampak ker je karta obrnjena narobe, je videti, da se vi s tem ne boste obremenjevali. Vi ste v tem mesecu kraljica palic, zato v bistvu vas ta dogodek sploh ne bo tako močno iztiril iz... iztiril, vas ne bo iztiril. Imamo pa tukaj osmico palic obrnjeno narobe, kar nakazuje na neke nenadne, hitre dogodke, spremembe. Ta teden bo za vas nekako, dogodki bodo zelo pestri in zanimivi,
In kljub temu, da imamo tukaj devetico mečev, jaz mislim, da kljub vsemu vi levi ne boste tukaj, ne boste se podredili vsem tem dogodkom in dogajanjem. Se pravi, nekako boste ostali močni, bo pa to nek teden, dosti bo nekih takih nepričakovanih situacij, ki ne bojo mogoče glih vam najljubše. Ampak, ko sem že rekla, videti je, da vas to ne bo ganilo. Dajmo pogledati lekcije. Imamo devetico novcev in desetico palic. In tukaj bi rekla, da v bistvu vaša lekcija je to, da se zavedate, da ste že nekaj dosegli na tem področju, da ste naredili neko veliko spremembo, da v bistvu, da ste zadovoljni na tem področju, ki je zdaj nekako v vašem ospredju, oziroma na tem področju, ki bo nekako v ospredju v drugem tednu februarja. In kot je videti, pač boste v tem, kot sem že prej rekla, boste zelo uspešni. Je pa pomembno, da tukaj nekaj zaključite. Tukaj se bodo dogajali neki zaključki, zato bo tudi dosti takih hitrih in nepričakovanih dogodkov. Nekaj se bo zaključevalo in pomembno je, da pač to dovolite, da se te stvari zaključijo. In kot sem, mislim, še enkrat pač ponavljam, s tem levi ne boste imeli težav, kot je videti, enostavno boste sprejeli, da se stvari pač spreminjajo in boste nekako s tem živeli naprej. Potem pa je videti tukaj vitez novcev v tretjem tednu. Vitez novcev je oseba, ki je tako zelo počasna, previdna, ampak točno ve, kaj hoče. Ima cilj pred sabo, ve točno, katere korake ubrati, ampak ne hiti brezglavo, ampak gre korak za korakom pametno naprej. Poglejmo, kaj se bo dogajalo. Tukaj imamo hudič obrnjen narobe, dvojko kelihov in svečenik. Dosti znamenj je imelo tukaj karto hudič v tretjem tednu, kar pomeni, da bo tretji teden zna biti zelo tak karmatičen. Nekako tukaj tudi vidim vsi te dogodki in potem ta hudič na koncu nekako napeljujejo na neke karmične dogodke. Se pravi, karmični dogodki so neki dogodki iz preteklosti, ki so se nam zgodili, so nas na nek način prizadeli, ampak smo ta čustva potem poteptali v sebi. Nismo se z njimi soočili, nismo jih v bistvu premagali in se otresli. In nekako v sredi februarja prihajajo neki taki karmični dogodki, ki nam bodo ponudili možnost, da te travme nekako prepoznamo, ta negativna prepričanja in jih potem v bistvu spremenimo. Torej, ne vem, recimo en primer, ne vem, če dobiš nenadoma odpoved ali pa nenadoma konec zveze, recimo, se počutiš recimo, ne vem, dajmo se osredotočiti recimo na konec službe. Recimo dobiš odpoved in pol se počutiš nesposobnega, ne. In to je v bistvu samo neka karma, ki je v tebi. Neko notranje prepričanje, ki si ga doživel v preteklosti in si dobil, mislim, nek dogodek iz preteklosti, ko si dobil tak podoben občutek. In potem se ti zgodi zdaj še enkrat neka podobna situacija in kar moramo mi narediti je, da v bistvu prepoznamo v tej situaciji neko drugo plat zgodbe, da se ne počutimo kot žrtev ali pa kot nekdo, ki ni sposoben, ampak da v bistvu spoznamo, da je bila ta odpoved na nek način dobra za nas. Ne vem, upam, da sem to zdaj razložila nekako normalno, če ne, bom kdaj drugič mogoče se bolj poglobila v to. Torej, tukaj bo zaključovanje nekih karmičnih ciklov in kot vidim, levi, vi boste zelo strateški, nekako počasi boste stopali naprej in to vas bo potem, recimo to bi bilo nekje med 17. pa 19. februarjem, vas čaka res neko lepo presenečenje. Če se to šlo glede neke nove osebe, se tukaj lahko zgodi neka nova zveza, če ste samski. Če ste v zvezi, lahko pride celo do kakšne zaroke, poroke, ker imamo tukaj še svečenika, ki je nekako karta tradicionalnosti in nekega združevanja. Neke pogodbe in v bistvu, ne pogodbe, ampak zaprisege. Torej,
zelo lep teden, mislim, lep zaključek potem in zelo sem ponosna na vas, ker vidim, da boste te dogodke tako optimistično sprejemali in jih v bistvu predelali. In ravno zato vas potem v tretjem tednu okrog 18. 20. februarja čaka res eno lepo presenečenje, morda nova ljubezen ali pa nova poslovna pot, neko združevanje recimo s poslovnim partnerjem in tako naprej. Poglejmo lekcije. Tukaj imamo paža palic in cesarja. In v bistvu te lekcije so točno to, kar sem že povedala. Torej, da ne jemljete življenja preveč resno, da ne jemljete vseh teh dogodkov, ki se bodo tukaj dogajali, predvsem v tem tednu, ko imamo karto hudič narobe obrnjeno, da jih ne jemljete resno, ker so to samo neki dogodki, ki nam na nek način kažejo pot in ne smete si jih imeti preveč osebno. In tukaj pa je karta cesar. Prej sem govorila o tem, da boste strateško pristopali in to je ravno ta vaša lekcija, da tukaj bolj nekako načrtno stopate naprej, ne tako brezglavo in hiteti proti nekim ciljem, ampak korak po koraku in te korake si nekako že prej začrtajte, kako naj bi šli in potem počasi sproti jim sledite. Seveda ne biti preveč osredotočeni na te korake, bodite kljub vsemu malček bolj sproščeni in nekako sproti, ne vem, sproti kaj spreminjate, če bo potrebno. Jaz upam, da ima to kakšen smisel, ne vem. Ker govorim tako, kar je nekaj eno čez drugo. Okej, v četrtem tednu imamo kraljo karto, šestico palic, kar nakazuje na neko zmago, neko odobravanje množic. Tukaj vam bo nekaj uspelo, nekaj boste dosegli. In jaz bi rekla, da bo to točno to, kar bo se dogajalo v prvem tednu. Nekako boste uspeli to prinesti do neke take stopnje, da boste to lahko pokazali svetu, ne, da ne boste več tako skrivnostni in zadržani glede tega, ampak boste dali to ven. Se pravi, boste povedali drugim ljudem o tej zgodbi, o tej situaciji, o tej osebi in dobili boste tudi veliko podpore od okolice. Poglejmo, kaj se bo dogajalo. Imamo trojko palic obrnjeno, dvojko novcev obrnjeno in luno obrnjeno. Ok, tukaj imamo zdaj še vse karte obrnjene in glede na to, da imamo tukaj to karmo, mislim tega hudiča, se zna zgoditi, da v bistvu, da so tukaj karte obrnjene zato, ker bo pri vsakih levih mogoče nekako drugače in ni nujno, da bo pri vseh točno tak razplet. Odvisno, kako boste pač te lekcije premagovali in kakšne korake boste izbirali v prihodnosti. Ampak nekako ve tukaj, da boste pripravljeni na nek večji korak naprej proti vašemu cilju. Boste pripravljeni, ampak ne boste naredili te akcije. Nekako boste še vedno kolebali med tem, ali da ali ne. Tukaj vidite še veliko nekih dvomov in znajo priti na površje neka čustva, spet neke notranje, neka stara prepričanja, neka negativna prepričanja o sebi. Recimo, lahko boste imeli občutek, da niste dovolj dobri, boste dvomili vase ali kaj takega. Jaz bi rekla, glede na to, da se tukaj, da je karta tega zmagoslavja, jaz bi rekla, da mogoče boste tukaj samo malček preveč neučakani. In to je to. Kljub temu, pač nekako se boste počutili zmagoslavne, videli boste, da se je nekaj zgodilo. Mislim, v sebi boste vedeli, da ste naredili neko spremembo, ampak mogoče v fizičnem svetu to ne bo videti, ne bo nekih konkretnih rezultatov in zato boste mogoče malček v dvomih, ne boste sigurni, če je to prava pot ali ne, ampak jaz mislim, da to je prava pot za vas, morda ste samo malček neučakani, kar ni nič hudega. Ampak dajmo pogledati še lekcije. Imamo petico novcev in imamo dvojko palic. Ja, točno to. Nekaj se ne bo zgodilo, tako kot bi vi pričakovali, tako hitro mogoče, in nekako boste imeli občutek, da ste izgubili nekaj. Ampak kljub temu, da imate ta občutek, na nek način boste še vedno imeli ta občutek, da ste nekaj uspeli doseči, ampak
kot da nekako ne boste imeli dokazov za to in po drugi strani vas bo to nekako obremenjevalo in razmišljali boste, če ste naredili prav ali ne. In tukaj je še dvojka palic, nekako boste kolebali med temi možnostmi, ampak ta karta včasih opozarja, da če preveč nekaj žongliraš in preveč nekaj kot tale roka, ki ima kroglo in dve palice v roki, se lahko hitro stvari zapletejo in izberejo neko drugačno pot. Tako da tukaj je pomembno, da se ne predajate tem čustvom neučakanosti oziroma tem čustvom, da se ne predajate tem dvomom in strahovom. Nekako zaupajte, da je to vaš teden zmage in pač sprejmite, da se včasih stvari ne zgodijo tako hitro, kot bi si želeli. Levi, upam, da vam je bila napoved všeč. Definitivno stisnite mi kakšen like, če vam je bila všeč. Če imate kakšno vprašanje, dajte mi ga pustiti spodaj v komentarjih. Če bi radi kaj donirali, če ste slučajno za to, imate spodaj v infoboxu vse informacije. In to je to. Hvala, ker ste bili v moji družbi. Sledimo potem konec februarja za novo napovedjo za marec 2021. Čau, čau!